Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Faktor na TV3. Oddajo, kjer resnica boli, komentarji pa še bolj. Ob fenomenu Angelike Mlinar, ki pravkar po državnem zboru silovito lomasti in lobira za svojo ministrsko funkcijo, je slovensko novinarstvo oziroma slovenski novinarski kartel izumil novo bizarnost. Ko gre za naše, ponavljam, ko gre za naše, se jih politike namreč v državnem zboru, to je parlamentu, kjer se predstavljajo kot kandidati za ministrske funkcije, ne sme več niti soočati z njihovo politično preteklostjo. Tako sta vsaj za enega od slovenskih izumirajočih časopisov povedala novinarka Žana Vrtačnik in tako imenovani politični analitik Andraž Zorko. O, fuck, kam gre to slovensko novinarstvo in kam gredo tile naši politični analitiki. Mladen Delić, pokojni legendarni jugoslovanski komentator, bi zdaj vzkliknil: ljudi moji, je li to mogoče? Ljudi pa je li to mogoče, ludnica Štajevo! Ljudi pa je li to mogoče, ludnica Štajevo! Ljudi pa je li to mogoče, ludnica Štajevo! No, danes pa se bomo pogovarjali o zmagovalcih in luzerjih letošnjega leta, leta 2019, čeprav ga danes še ni čisto konec in se marsikaj lahko še zgodi. Zato je danes z menoj kolega Aljuš Pretinač, povabljeni predsednik vlade Marjan Šarec pa se je včeraj žal opravičil zaradi drugih obveznosti. Tukaj vidimo njegovo opravičilo, ki so mi ga včeraj posredovali iz kabineta predsednika vlade. To je, Aljuš, sva sama tukaj, bova pač mogla sama komentirati, ne? Ja, ni problema, tudi to je kdaj treba. Tudi to je kdaj, ja, evo, imamo tudi privilegij tale, ne? Zdaj, Aljuš, predno greva na te luzerje in zmagovalce letošnjega leta, predlagam, da še bolj pokomentirava tole situacijo z Angeliko Mlinar, ne? Zdaj, na tem famoznem torkovi predstavitvi pred tema dvema odboroma, pred odborom za zadeve Evropske unije in pa za gospodarstvo, njena predstavitev ni bila uspešna, skratka, poslanci v teh odborih je niso podprli, ne, odrekli so ji podporo kot kandidatki za ministrico. Pa me zdaj zanima, no, kaj pravzaprav to pomeni, recimo, če ti parlamentarci odrečejo podporo v tej etapi? Ja, to je zelo indikativno, se mi zdi, Bojan, ker ne smemo pozabiti, da v tej Šarčevi vladi, ne, v tej njegovi ekipi so vsi dobili podporo na odborih, celo Tugomir Kodelja, ki je imel verjetno najslabšo v zgodovini predstavitev, pa ga je potem predsednik vlade sam umaknil. No, zdaj Angelika Mlinar ni dobila podpore, tako da to je pomembno sporočilo. Posebej zaradi tega, ker smo zdaj v čisto drugi situaciji, kot smo bili recimo takrat, ko je Tugomir Kodelja kandidiral za ministra, ne. Takrat je vlada se komaj sestavila, je začenjala mandat, zdelo se je, da vlada ima večino v državnem zboru. Zdaj je druga situacija, zdaj vidimo, da vlada večino v državnem zboru nima in mora sklepati neke nenačelne ad hoc koalicije vsakeč, ko pride do kakšnega odločanja. In če bi bila Angelika Mlinar res to, za kar jo prodajajo v Sloveniji, se pravi političarka evropskega formata iz sosedne Avstrije, kjer bi naj bila politična kultura na dosti višjem nivoju kot pri nas, potem bi seveda razumela sporočilo, da sta jo kar dva odbora, pred katerima se je predstavljala, zavrnila in bi svojo kandidaturo sama umaknila. Ker pa ni to, za kar jo predstavljajo, pa seveda vztraja kot buldožer naprej do britkega konca. Jaz sem gledal, ne vem, če si ti gledal to soočenje, en del nisi mogel gledati, ker si vodil takrat sem gledal za nazaj, ja. Si gledal za nazaj. No, jaz sem ga gledal, nekaj ur je trajalo, pa kar mi je bilo zanimivo, z veliko ljudmi sem se pogovarjal včeraj pa danes in kar nekaj ljudi je gledalo to soočenje. Očitno so vsi pričakovali, kaj iz tega bo. Pa zdaj moram reči, moj vtis je tak, ne, da veliko teh predstavitev sem že videl v življenju. Je bilo zdaj tokrat tako, da so jo poslanci nekoliko bolj spraševali, kot so sicer navajeni spraševati te ministrske kandidate, ne? Ampak ta njena pozicija se mi je zdela zelo zanimiva, ne? Ko je šlo za vprašanja neposredno povezana z tem njenim bodočim resorjem, ne? Se pravi evropskimi sredstvi, je zelo slabo odgovarjala, bilo je zelo slabo pripravljena, ne? Na vprašanja, ki niso bila neposredno povezana s tem, ampak so bila pa kljub temu povezana z politiko, z funkcijo, ki naj bi jo upravljala, se pravi funkcijo ministrice in tako dalje, pa niti ni hotela odgovarjati, ne? Bila je bizarna situacija, res na neka vprašanja bi po mojem mogla odgovarjati, pa preprosto ni, ne? Pa me zdaj zanima recimo to tvoje mnenje, zakaj je recimo prišla tako slabo pripravljena v državni zbor? To je ena stvar, ne? Ja. In zakaj se je odločila, da na nekatere vprašanja pa sploh ne bo odgovarjala?
Ja, mene je spominjala na Alenko Bratušek, ko je kandidirala za komisarko. Ne? Se pravi, izsiljen najprej predlog, ne? Vemo pač, gospa niti ni imela slovenskega državljanstva, mislim, da se še ni zgodilo, da bi nekoga že javno predlagali za ministra, tako rekoč na pol formalno, pa ne bi izpolnjeval niti pogojev za to, da bi lahko bil minister zakonskih oziroma ustavnih. Ne? Potem pa mislim, da je gospa do zdaj bila navajena v svoji karieri, da je stvari kar pripadajo. Sej tudi, ko je kandidirala za evropsko poslanko v Sloveniji, tega niso nekako se potrudili obrazložiti, zakaj to počne. Ne? Očitno je pač odkrila neko novo odkrito ljubezen do Slovenije in je slabo pripravljena prišla na to zaslišanje, kar je ena večjih napak. Jaz sem prepričan, da če bi se ona bolje odrezala na tem hearingu, na teh 2 hearingih, potem bi tisti, ki še zdaj, ne, ta trenutek svetu zatrjujejo, da je ne bojo podprli, to z lažjim težjim srcem to storili kot sicer. Mislim pa, da je bila velika pozornost in javnosti in poslancev namenjena temu njenemu zaslišanju pred parlamentom, zato ker so prej naredili tak hype, ne, se pravi tak velik kraval okrog nje, se pravi v nacionalnem interesu je, da je podelimo državljanstvo. Najboljša možna kandidatka, ne, Dejan Židan, kakšno sporočilo bomo poslali koroškim Slovencem, če je državni zbor ne potrdi, ne, skratka, to je bilo hujško, ne vem, Godzilla proti King Kongu, neverjetna zgodba so naredili okrog tega in ljudje so potem to gledali. In poslanci so se tudi pripravili pač na to zaslišanje in skazalo se je, da so bili bistveno bolj pripravljeni od nje. Ne? Celo največji fan znotraj naše faktorske ekipe, Angelike Mlinar, Marko Polišič, ki jo tudi osebno pozna, je bil grozno razočaran nad tem njenim performansom, da tako rečem, na odborih in je to včeraj tudi javno povedal. Skratka, če je prej imela še kakšne zagovornike, ne, razen teh, ki pač morajo jo zagovarjati zaradi drugih razlogov, potem jih ima danes gotovo še bistveno manj. Ampak sploh ta njen fenomen, te Angelike Mlinar, na evropskih volitvah, čeprav ni bila izvoljena, je pustila malo boljši vtis, kot ga je pravzaprav zdaj, ne, ki je pač mogla 5 ur sedeti pred poslanci, ampak ta fenomen, ne, v bistvu se nihče kaj dosti ni s tem ukvarjal. Kako to, da je nenadoma se ona, ne, ki je recimo bila avstrijska političarka leta in leta, pojavi in nenadoma stopi na slovensko politično sceno in postane tukaj tako rekoč lokalna slovenska političarka. Ne? Ja, to je zato, se mi zdi, ker kampanje pri nas, sploh v zadnjem času, ne, odkar je potrebno te nove obraze res na silo zvleči čez ciljno črto. Ne. Vidimo, da Marjan Šarec, ne, pač Luka Dončić pa je dobil pol manj kot Janša, se o tem bomo še verjetno kaj kasneje rekli kaj več. Ne. Te naše kampanje predvolilne izgledajo kot v bistvu neke družabne oddaje tipa, ne vem, moja zadnja beseda Katarine Kresal na TV Slovenije, ne, kjer se dobijo 4 isto misleči in se potem med sabo pogovarjajo. No, Milena Miklavčič je tam malo zelo tako, ki včasih malo drugače razmišlja. 3 na 1, 3 na 1 približno, da ne zgleda, da je 4-0, ampak bomo že mi zmagali. Ne? Ja. In Angelika Mlinar se v teh razmerah gotovo boljše znašla, kot pa zdaj, ko je morala priti pred poslance in jih prepričati. Ne? To so po moje zanemarili. Oni so vsi stavili na to, da bojo poslanci kar roko dvignili, ampak so napačno očitno ocenili razmere, ne? Pocenili so to, da tudi Zmago Jelinčič recimo neki da na svoj osebni ugled in na podobo svoje stranke v javnosti, pocenili so to, da tudi Levica neki da na svoj ugled in na to, da je branik pač nekih levih političnih stališč v Sloveniji in da hoče pokazati, da ne bo več brezpogojno podpirala te vlade in se je zgodilo, kar se je. Ampak ključni razlog za ta fiasko je pa po moje Alenka Bratušek. Ker svojo politiko buldožerja je vse postavila zdaj v situacijo, iz katere izhoda ni. Najprej predsednika vlade, ki mu je prinesla pač na pladnju predlog, ki je praktično neužiten, pa ga je moral sprejeti zaradi časovne stiske in zaradi tega, da ohrani svojo oblast. Potem koalicijo, ker jih je postavila v podoben položaj kot predsednika vlade, s to razliko, da seveda v koaliciji pa res nimajo nobenega razloga, da bi Alenki Bratušek delali kakšne posebne usluge in na koncu še poslance, ker seveda poslanci, če ko bo prišlo do volitev, bojo morali polagati račune volivcem in takrat jih bojo volivci vprašali po zdravi pameti in to je... Ampak gledaj, Aljoša, zakaj Bratuškova govori, da če Angelika Mlinar ne bo izvoljena za ministrico, oziroma potrjena za ministrico, bi mogel predsednik vlade odstopiti. Zakaj Alenka Bratušek ne reče, če Angelika Mlinar ne bo izbrana, jaz sem jo predlagala, bom jaz odstopila? Ja, se kdaj pa je ona to že naredila, Bojan?
Ne? Ja, pravi, da ona rekla je, da na njegovem mestu, še pravi Šarčevi, pa biti ona to naredila. Sam ni na njegovem mestu. Ne? Ja, govorimo na pač mestu, ja. o političarki. Ampak ali ni to malo obrnjena logika? Ja, seveda je. To je pač ta obratna oziroma projekcija, kot bi rekel Roman Vodeb. Ne? Alenka Bratušek je v politiki ves čas napredovala tako, da je preskakovala ne po 2, kar po 3 stopnice v svoji karieri in zmeraj je na koncu, ko je se pogledala v ogledalo, je vzrla sebe. In po moje je tudi po tem včerajšnjem fiasku se je zjutraj danes pogledala v zrcalo, ne, in je vprašala, katera najlepša in najboljša političarka v deželi je tej, in da zrcalo je povedalo, to seveda vi, Alenka Bratušek, in s takim stališčem je prišla na tiskovno konferenco in je poslala Šarcu sporočilo, naj on to uredi. Problem pa je, da Marjan Šarec prvič nima interesa to urejati, ker ga malo briga, kdo je sploh njegov minister, če ga ne bi, potem ne bi imel take ekipe, da te skipa že sedaj v vladi. In drugič, Marjan Šarec to težko ureja, ker lahko to ureja samo tako, da seveda obljublja neke usluge, neke koncesije, ki ga bodo kasneje drago stale. In če se zdaj vzpostavi vzorec, da za vsako odločitev v državnem zboru mora predsednik vlade osebno deliti neke odpustke, potem seveda Marjan Šarec ni naiven, ne glede na to, kaj si mislimo o njegovi kapaciteti za predsednika vlade, bo nemogoče mu vladati, ker potem bo vsak dan, ga bo lahko vsakdo izsiljeval. Dobro, bomo zdaj potem še kakšno rekla v Šarcu, ampak malo še tole, Bratušek, Angelika Mlinar pa to. Ne. Zdaj, tukaj po socialnih omrežjih, tudi se strani teh raznih, recimo, ki jim lahko rečemo poznavalci, insiderji pa tako dalje, nekateri opozarjajo Šarca, naj ne vzame v vlado Angelike Mlinar, ker ga lahko Angelika Mlinar zasenči. Ne. Zdaj, ne vem, če si ti podobnega mnenja, ampak to me zanima, a Alenka Bratušek se pa ne boji tega, da jo lahko Alenka Mlinar zasenči? Alenka Bratušek se po moje tega ne boji. Prvič, ona ni v poziciji, da bi lahko se tega bala, ker je že njena pozicija sama v vladi in stranke v vladi je zelo šibka. 2 kandidata so že imeli za ta resor, ki sta pač neslavno propadla na celi črti, in zdaj s tem 3. predlogom je poskušala potegniti zajca iz klobuka in ji pač ni uspelo. Je pa res, ne, to, kar praviš nekateri na Facebooku in tako naprej. Ja, pa na Twitterju in to. Na vlaku v kupeju z Alenko Bratušek in Angeliko Mlinar se ne bi želel peljati, ne. Bi raje na hodniku počakal. Kako pa to, recimo, da po tvoje, zdaj, če je ta zajci se rokava, kot praviš, Angelika Mlinar, zakaj se že prej ni odločila za njo? Recimo, še pred Puričem, oziroma še pred Bandeljem, ampak dobro, zdaj, to vprašanje ne boš mogel odgovoriti, ker imamo še par sekund v glasu, tako da zapomnimo si ga, ne odidite od malih ekranov, analiziramo zadevo takoj po glasih naprej. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Faktor. Z Aljušem Petinačem analiziramo letošnje leto, luzere in zmagovalce. Z nama bi mogel biti predsednik vlade Marjan Šarec, ampak se je včeraj zelo opravičil. Za tiste, ki niso gledali prvi del oddaje, bi predlagal Manca, da še enkrat pokažemo njegovo opravičilo. Tukaj na sredini bi mogel sedeti, ampak je pač ima druge obveznosti in ga danes pač ni z nami, tako da mogoče potem v prihodnjem letu. Skratka, sama sem z Aljušem. Aljuš, pogovarjala sva se prej o tem, zakaj se Alenka Bratušek, oziroma okoli Angelike Mlinar smo bili, zakaj se Alenka Bratušek ni že od vsega začetka odločila, pa predlagala Alenko Mlinar za ministrico, pa je namesto nje najprej poskušala z Bandeljem in potem z Puričem in šele zdaj v 3. krogu prišla na Angeliko Mlinar. Jaz mislim, da je to zadnja rešitev tako za Alenko Bratušek kot za Angeliko Mlinar. Mislim, da mesto ministrice v slovenski vladi ni bila prva izbira Angelike Mlinar. Jaz mislim, da ona najprej računala, da bo ponovila mandat v Evropskem parlamentu v sosednji Avstriji. Potem, ko se je izkazalo, da to ne bo možno, je pristala na nadomestno rešitev, da bi bila vsaj evropska poslanka v Sloveniji. In ko se še to ni dalo, potem pač je zdaj kandidatka za ministrico, ampak spomnil se boš, Bojan, da Alenka Bratušek vse svoje kadre na ta način forsira na vse možne funkcije. Tudi Iztok Purič najprej ni šel skozi za poslanca, potem ni šel skozi za župana Kranja in potem ga je nominirala za ministra. Verjetno bo zdaj Angeliko Mlinar podobno pač tiščala na vse možne funkcije. Če ne bo zdaj ministrica, bo mogoče, kdo ve, čez kakšno leto mestna svetnica v Kranju.
Ampak, Aljoš, glej, kakšni so ti kadri, te Alenke Bratušek? Ne? Zdaj, Puriča se že omenil, ne? Bil so nesojni poslanec, nesojni župan in tako dalje. Pa že prej sta bila skupaj z Bratuško upletena v tiste afere okoli Brda pri Kranju, ne? Se spomniš, ja. Potem imamo Marka Bandellija, ne? Ki velja za enega od najbolj primitivnih politikov v Sloveniji, odletel je kot minister za kohezijo, ne? Razvoj in tako dalje. Potem imam tam dve državni sekretarki, ima ona pri sebi. Eni državni sekretarki že sodijo, ker naj bi vzela 50 000 evrov gotovine na roko, je že v sodnem procesu, ne? Pa še vedno državna sekretarka. Druga državna sekretarka je zdaj pod lupo Komisije za preprečevanje korupcije in, koliko vemo, tudi NPU, zaradi neke spornih zadev povezanih z piloti, morskimi piloti, pa tega generalnega sekretarja stranke in pa vodjo svojega kabineta Jerneja Pavliča, ki je približno letom dni pobegnil pred prometnimi policisti in se skril v državnem zboru. Ne? Mislim, kakšni ljudje se to zbirajo okoli Alenke Bratušek? Ja, zakaj se takšni ljudje zbirajo okoli Alenke Bratušek? Veš, kaj pravi, ne? Povej mi, s kom se družiš in povem ti, kdo si. Isti ptiči skup letijo. Isti ptiči skup letijo in Alenka Bratušek pač drugačne profile ljudi, po moje, glede na svojo dosedanjo politično kariero, težko privabi. Ne? In očitno je nekaj podzavestno, to bi naj en kolega Roman Vodeb mogoče boljše znal razložiti, podzavestno je nekaj privlačiti temne plati pri ljudeh in jih potem zmerom na velika vrata pripelje kot najmanj odrešenike, ne? Če ne že celo svetnike, potem pa se izkaže, da so vse prej kot to. Zdaj, lobiranje, ne? Zdaj pravkar to v realnem času, ne? Mi da tukaj sediva pa delava to oddajo, ne? V tem času se zdaj tam v državnem zboru dogaja to lobiranje, ne? Praskanje glasov. Ja, kupčkanje, mešetarjenje, klošarjenje, ne vem kaj še vse, ne? Za te glasove, ne? Zdaj nihče ne ve, ali bo ta Angelika Mlinar danes potrjena ali ne. Ampak ti si bil v politiki, ali nekaj časa. A se to res tako direktno kupčka, kot nekateri pravijo? Dobiš mesto v nadzornem svetu, če boš glasoval, dobiš denar na roko, če boš glasoval in tako dalje. Ali se to res dogaja? To se je zmerom dogajalo, ampak mislim, da še nikoli do zdaj za nekega kandidata za ministra. Ne? Ker ali so pač ti imeli podporo, ali pa niso imeli podpore. Ne? Zdaj imamo pa prvi situacijo, ko imamo kandidatko za ministrico, ki očitno nima podpore. Mislim, to je tako plastično jasno, da je povsem nepomembno, ali bo potrjena za ministrico ali ne. V vsakem primeru je ta njena kandidatura razgalila vso bedo aktualne slovenske oblasti. Ne? Drugače pa kupčkanja in te trgovine daj dam so nekaj normalnega v slovenski parlamentarni demokraciji. Tudi akterji so ponavadi isti. Ne? Najin pač dober znanec Zmago Jelinčič plemeniti doskrat o tem sodeloval. Ne? Ampak še enkrat ponavljam, nikoli do sedaj pa niso šli praktično na kolena za to, da bo neka do včeraj še tuja državljanka, ne, od danes niti ne vemo, je zdaj dvojna državljanka, je še državljanka Avstrije ali ni več, to nam ni znano, da bi bila na vsak način za vsako ceno ministrica. To pa je unikum in samo še bolj razgalja ta teater absurda, ne, ki mu pač načeluje poslovodja Marjan Šarec. Ampak zdaj Šarec, recimo, če po tvoji oceni, ne, če bo ona recimo potrjena za ministrico, ne, kaj bo rekel Šarec v tem primeru in če ne bo potrjena, kaj bo v tem primeru rekel Šarec? Najprej bi šel pol koraka nazaj, če dovoliš, in bi opozoril, da tudi te metafore, ne, te vaške ulično gostilniške metafore Marjana Šarca ne primejo več, ne, ker on je ob vložitvi kandidature je rekel, v tretje gre rado. Ne. In zdaj vidimo, da pri Angeliki Mlinar sploh ne gre rado. Najtežje do sedaj, se pravi, sploh ne gre rado. Ne. Zdaj, če bi mu hotel vrniti z enako mero, kot on pač drugim govori ali pa nam, bi mu rekel, da je kuril ražnja, dokler je zajec še v gozdu. Ne. Zdaj, kaj bo pa rekel potem, ko bo izvoljena, bo rekel super, da je izvoljena, če pa ne bo izvoljena, bo rekel nič hudega, da ni bila izvoljena. Ne. Skratka, že sedaj se obnaša, kot da se to njega pravzaprav ne tiče in medijski kartel, ne, ki ga pač ohranja na oblasti, mu tu gre spet popolnoma na roko. Ne. Skratka, noben ni, bi rekel, naredil zgodbo iz tega, da Alenka Bratušek poziva Šarca k odstopu. Tudi ta medijski kartel, ne, to je fascinantno. Ne. Sploh jih pa zapravo teh slovenskih novinarjev ne zanima, kdo je ta Angelika Mlinar. Ves čas samo pazijo, da ne bo kdo kaj rekel čez njo. Ne.
Ja, seveda pač ne upajo. Vejo, da boljše, da ne drezajo, ker ne vejo, kaj bo priplavalo na površje. Ampak vse ti si imel eno zanimivo Twitter debato kak dan nazaj z Suzano Perman, frontmenko, tako rekoč vdaje. Mislim, da je bila takrat Aleksandra Pivec. 24 ur je bila Aleksandra Pivec v prvem planu, ampak gre za isti vzorec delovanja. Se pravi, je pač omenjena novinarka, njen partner je osebni zaupnik in PR-ovc od Aleksandre Pivec in ona pač poroča in pravi, poročala sem samo o dejstvih, to je objektivno novinarstvo in tako naprej. Skratka, na ta način pač medijski kartel deluje, ampak vidimo, ljudje tega več ne kupujejo, zato tudi raste gledanost oddaji Faktor in raste branost Požar Reporta, ker ljudi zanima resnica, ne pa take bučke, ki nam jih prodajajo ta hip. Kaj povejva, da približno 40% je v letošnjem letu zrasla gledanost te oddaje. In to potem, ko nam je kabinet predsednika vlade napovedal vojno, kar pomeni, da pač žal temu vohunskemu centru na Gregorčičevi nič ne uspeva. Ampak bolj kot to, kaj se dogaja z oddajo Faktor, bi nas morali skrbeti, kaj se dogaja s to državo. Tukaj pa moram reči, da nisem optimist. Dobro, zdaj vsi luzerji in zmagovalci leta, vsi mediji delajo za neke razpredelnice, spiske, ocene 1, 2, 3, 4, 5, 6 in tako dalje. Ker mi nismo zdaj čist običajni mediji, bova to midva kar sproti reševala v realnem času. Okay. Kdo je po tvoje, govorijo o politiki, recimo dotakneva se še gospodarstva, pogremo pa še za malenkost na šport, naprimer, ampak kdo je po tvoje, recimo, zmagovalec leta, zdaj te bom vprašal obratno, kot bi rekel Janković, te bom tako vprašal, ali je po tvoje, recimo, predsednik vlade zmagovalec ali loser leta? Jaz mislim, da je on nesporni zmagovalec leta, ampak na našo škodo. Poraženci leta, da ti še na drugi del vprašanja... To si pa zdaj zakompliciral, zdaj boš to pojasnil. Poraženci leta, se pravi, v drugi kategoriji smo pa nažalost mi vsi žalujoči ostali, ki moramo to gledati. Namreč to, da smo mi človeku in ekipi, ki jo je sabo pripelo, ki se do zdaj praktično nikjer ni posebej izkazal, nikjer ni izstopal, niti ko se je izobraževal, niti kasneje, ko je bil igralec, je pač nek komik tam za podeželske vaške odre. Kot župan Kamnika, čeprav so nam razlagali, kako super je bil, vemo, ni bil, je privatiziral vodo, najmanj mesto v vrtcih ima Kamnik od vseh občin v Sloveniji in gradil je najdražjo šolo v Sloveniji, za katero porabil €1 milijon, se še ni začela gradnja te šole, vprašanje, če se kdaj bo. Skratka, takim ljudem in Alenki Bratušek in ostalim smo mi dali državo v roke in v bistvu zato smo mi največji poraženci. Zmagovalci so pa oni, ker po nobenem kriteriju normalnem ne bi pač mogli priti tja, kjer so. To se pravi, je neki, ampak zdaj, tako kot sem te poslušal, potem je upravičena ta ocena, da je na nek način pod narekovaji on Luka Dončić, slovenske politike. On ni Luka Dončić, ker zato, da je on zmaguje, to so pirove zmage. Treba je podkupiti sodnike, treba je poškodovati nasprotnika, treba je sproti spreminjati pravila, treba je izprazniti dvorano, da ljudje ne bi videli, kaj se dogaja. Skratka, on, če je lani, pač bizarno so ga poimenovali Luka Dončić, pa že takrat ni imel za sabo niti... To se je Janja Božič malo, direktorica Mediane se je to spomnila. Nič od tega, kar ima Luka Dončić, ko je šel v NBA, Marjan Šarec niti približno ni dosegel takih nekih uspehov. Je sedaj drugo leto, ko je Luka Dončić praktično pokoril ligo NBA in je eden glavnih kandidatov za najbolj koristnega igralca, govorijo že o tem, da je najboljši 20-letnik, ki je prišel v ligo in tako naprej. Marjan Šarec torej vse globje. Če je lani komaj prišel v prvo ligo z neko politično kuhinjo, lahko rečemo, da letos zgleda, da bo izpadel iz druge lige. Skratka, to je problem, ta trend, ki se nakazuje. Zdaj, imel je ta imidž, Šarec, takrat nekaj mesecev potem, ko je postal predsednik vlade, tudi takrat, ko je menjaval ministre in tako dalje, je imel kako bi rekel, ta imidž so mu nadeli mediji odločnosti. Zdaj me zanima, se je zdaj kaj zgodil, ker zdaj ni več odločen. Sicer mediji nič ne govorijo o tem, da ni odločen, ampak dejstvo, da ni odločen. To se zdaj tudi vidi v tem kontekstu. Odločen ni bil tudi prej so mu šle stvari na roko, zdaj mu pač ne grejo več. Ampak zakaj je recimo takrat lahko se je pojavil pač nek članek, neka afera, pa je odslovil Lebna, pa je odslovil Prešička, pa je odslovil Bandelija in tako dalje, Petra Vilfana, zdaj pa ne odslovi več nikogar. Zmanjkalo mu je prvič ljudi. Drugič, Levica je ugotovila, da je pač ona tista, ki jo tu okrog prinaša, ker čeprav je edini program vlade bil program Levice, vseeno pač je bila ta dvojna pozicija za njih nevzdržljiva na dolgi rok in so morali iti v neplačano opozicijo, da tako rečemo, nepogodbeno. In sedaj je razmere po enem letu, ti lahko recimo
z nekimi triki en čas držiš pozornost ljudi, ne, kot nek čarovnik, oziroma kot je rekel, mislim, da Winston Churchill, ne, lahko nateguješ veliko ljudi kratek čas, lahko nateguješ malo ljudi dolgo časa, nikoli pa ne moreš nategovati vseh dolgo časa. Ne. In pač Marjanu Šarcu se je zdaj to zgodilo, to nategovanje, očitno je ta gumica, ta elastika je zdaj počla, ne, in zdaj na vsak način poskušajo zvezati nazaj skupaj in nas prepričati, da se ni nič zgodilo. Ampak se veš, ko gumica poči tako, da to vsi slišimo. Ampak je še kar visok na teh anketah javnega mnenja. Ne bi živel takšnega paca, kot recimo Miro Cerar takrat. Absolutno, ampak vse po enem letu mislim, da tudi Miro Cerar še ni doživel. Še ni doživel takega paca in predvsem nekaj je. Ne? Miro Cerarja so mediji, tak je moj občutek, nehali podpirati tisti hip, brezpogojno podpirati, seveda tisti hip, ko je prevzel oblast. Se pravi, od takrat naprej Miro Cerar ni bil več pač to, kar je na nek način Marjan Šarec še danes. Ne? To je zanimivo, ne, da se je tako. Ja. Nezmotljiv, nezamenljiv in neškodljiv. Ker Miro Cerar je saj poskušal neke stvari peljati, nekaj narediti in kakemu lobiju stopiti na prste. Medtem ko Marjan Šarec je nezmotljiv, tako ga kažejo, nezamenljiv, ker očitno ni nobenega drugega, zato ga na vsak način hoče ohraniti na oblasti in popolnoma neškodljiv. Jaz si upam trditi, da noben center moči v Sloveniji ta hip ne moti, da je na oblasti Marjan Šarec. Celo vodja opozicije Janez Janša. Kaj pa ta njegova sveta vojna, ne? Ta krog Očalca, ki naj bi jo vodil proti Borutu Jamniku, recimo, ne? Tako so se hvalili, so se s to vojno, ne? Ja, veš, kako je sveto vojno? Ne? V sveto vojno zmeraj gresta obe strani s prepričanjem, da je Bog na njuni strani. Ne? Ja. Zmaga pa potem vedno samo ena in izkušnje nas učijo, da v križarskih vojnah proti Borutu Jamniku ponavadi zmagovalec Borut Jamnik. Ampak pa še nekaj, zdaj, ko so se vtaknili teh stvari okoli Šarca, ta njegov državni sekretar za nacionalno varnost Damir Črnčec. Ja. Zadnjič smo lahko brali v Večeru analizo Alema Maksutija, političnega analitika, ki je blizu levice, oziroma pač te leve sredine in tako dalje, na nek način uraden analitik, je rekel, pač tam zelo to javno povedal, sicer z lepimi besedami, mislim, da bom natančno zdaj ponovil, da je Damir Črnčec močnejša figura, politična figura kot Marjan Šarec. Jaz se ne spomnim primera, recimo, da bi kdajkoli v teh letih nazaj za nekoga, ki dela v kabinetu, ugotavljali, da je močnejša figura od svojega šefa, predsednika vlade. Po moje se tudi še nikoli do zdaj ni zgodilo, Bojan, pa to po tvoje drži? Mislim, da drži, ampak po moje se tudi do zdaj še nikoli ni zgodilo, da bi recimo predsednik neke stranke, bivši predsednik Državnega zbora, kot Matej Tonin zadnjič v studiu nacionalne televizije, v družbi 5 drugih predsednikov strank rekel, da Marjan Šarec ni pravi predsednik vlade, da pravi predsednik vlade Damir Črnčec in da se obnašata kot gangsterji. Besedo gangsterji uporablja. Ta posnetek smo takrat videli. Nihče ni odreagiral, niti voditeljica oddaje, niti ostali predsedniki strank, tako da očitno tudi oni pritrjujejo temu mnenju Tonina in temu mnenju Maksutija, da je Damir Črnčec močnejša politična figura od Marjana Šarca. Bi pa rekel jaz še samo tole, da Damir Črnčec ni strateg. On je sicer čisto simpatičen, jaz proti njemu osebno nimam nič, ampak on ni strateg, on ne more sprejemati strateških odločitev. Se pravi, če jih ne sprejema Marjan Šarec, če jih očitno ne sprejema Damir Črnčec, potem se moramo vprašati, kdo jih sprejema. Kako? Ali jih ni? Ja, prvič nekih strateških odločitev na pretek ni, tiste, ki pa so pa take, zdaj bom tvegal eno zelo smelo napoved, da me ne bi presenetilo, če bi se kasneje izkazalo tudi, da jih sprejema v resnici Janez Janša. Ker tako kot ta oblast deluje, mislim, da ni nemogoče, da se bo sama sebe uničila in potem ne bo mogel nihče očitati Janezu Janši, da je on zrušil to vlado. Mimogrede, Aljuš, kako pa se počuti predsednik vlade, recimo, ko pride ponedeljek dopoldne zjutraj v kabinet, pa se usede na kavo z tem svojim, recimo, državnim sekretarjem Damirjem Črnčecem v tem primeru in oba sta prebrala, recimo, zapis v mediju, da je pač on, ki zdaj sedi za njega in pije kavo, in njegov podrejeni močnejša politična figura od tebe, ki si predsednik vlade. Ja,
Na to vprašanje ti bom lahko odgovoril leta 2022, oziroma ko bo volitev, če bom kandidiral. Ampak če pa špekuliram, A po volitvah boš odgovoril, kako, ja, ne? ko bom predsednik vlade, Tako, zdaj težko rečem, ampak če pa špekuliram, pa mislim, da njun odnos ne more biti iskren. No? Jaz mislim, da gre za neko zavezništvo iz pač koristoljubja, da sta doživela nek brodolom in sta se pač en drugega sta rešila, sta obsojena en drugega in zdaj sta na tem samotnem otoku preživela sta brodolom, se pravi, smrti sta ubežala, ampak zdaj iz tega otoka ne moreta. Ne? In vsakič, ko se kdo spomni od njiju, da bi ubežal, ga ta drugi potegne nazaj. Tako da ta njun odnos jaz ne vidim kot nek pristen odnos nekih političnih dolgoletnih sopotnikov, ker to tudi očitno nista. Tudi karakterno mislim, da zelo težko shajata, ker sta oba navajena imeti glavno besedo. Pri tem je treba tudi imeti v mislih, ne, da je Damir Črnčec oba svoja bivša šefa, ne, se pravi Janeza Janšo in Petra Jambreka na fakulteti že izdal. Ne? Ja, izdal, zapustil. In v tretje gre rado, kot pravi Šarec. Ja, vsa umazanija je priplavala na plan in mislim, da se Marjan Šarec bolj kot pri Angeliki Mlinar boji pri Damiru Črnčecu, da gre v tretje rado. Imaš prav. Dobro, Ljuš, predlagam, da si za hip oddahnemo od tega kabineta pa politike. Prej smo omenila Luko Dončića, Klemen Slakonja je danes predstavil svoj spot o Luki Dončiću in predlagam, da ga pogledamo, ampak v nekoliko skrajšani verziji. I came from Europe to conquer America, for sure. I come from Europe, from country Slovenia, for sure. The only country with love in its name, for sure. That's why I play with my heart, that's why I love this game. I started playing basketball as a small wonder kid, from Olimpia, Ljubljana to Real Madrid. People started calling me El Matador, but I only fight bulls on the basketball floor. My name is Luka. You wanna play rough? Say hello to my bazooka. I'm tough. Fortnite, my name is Luka. Look out, come on, dance with me. Stand back 3 from overseas, victory. He don't give up until he down. Chidge, when he turn his magic on. Chidge, who can stop him? No one. Chidge, he's a phenomenon. Chidge, he don't give up as he down. Chidge, he don't kill you with a gun. Chidge, he kill you with his no look at past. He put you on skates and on your ass. Look, I'm done, bitch. Aljuš, je uspel Slakonji ta spot? Super, jaz moram reči, da sem ga zdaj prvič videl, iskreno in sem navdušen. Mislim, da je na ravni, če ne še boljši od tega, ki je bil v Putinu, tisti v Trumpu se mi ni toliko dopadel, ampak Klemen Slakonja je igralec, ne? Marjan Šarec ni, ne? Marjan Šarec ni in predstavljaj si spot Klemna Slakonje o Marjanu Šarcu. Odlično, to mogoče še pride, ja? Ja, to mogoče še pride. To neprimerljivo s tem, kar recimo lahko naredi v Luki Dončiću, pa še vse je res, ne? Tako kot pri Putinu recimo, ne? Pri Marjanu Šarcu pa niti ne vemo. Ampak zdaj postaja Šarec, vidim, zdaj ba že ta tarča pa predmet teh komičnih oddaj, ne? Ja, postaja tarča, ampak problem je, da to niso izmišljeni vici. Ne? Mislim, tudi pri Godleju, ne, se že dogaja pa tako. Ni treba pretiravati, ne? To je tisto, kar nas mora po moje skrbeti. Ne? Ker pri satiri je zmeraj neko pretiravanje, se pravi, neka značilnost se dodatno poudari. Ne? Pri Marjanu Šarcu morajo pa komiki zmanjševati te njegove napačnega. Aljuš, čas nama beži, no. Janez Janša je po tvoji zmagovalec tega leta, ne? Zdaj mislim, da bo januarja ga bomo imela čast intervjujati, ne, prihodnje leto, tako da zdaj malo psihološko pripravimo stvari. Ja. Po tvoji oceni zmagovalec ali loser? Kam ga lahko damo? To si mi zdaj povedal, da bom pazil, kaj bom rekel. Ne? Jaz bi rekel takole, pri Janezu Janši je težko reči v parih stavkih, kaj je zmagovalec. Ja, pa imamo samo še par stavkov. Ali loser leta, ampak jaz bi ga vseeno, zdaj glede na to, kako se leto končuje, bi ga dal med zmagovalce. No? Dolgo časa je mogoče kazalo, da bo pač loser leta, ker enostavno se je mogoče zdelo, da bo ta oblast zdržala 4 leta. Ne? Ja. Zdaj pa se vidi, da ta oblast bo res nasilo, to pa nikoli ni dobro, če bo zdržala 4 leta in Janezu Janši praktično ni bilo treba s prstom migniti,
da se je to zgodilo. In zaradi tega bi ga jaz uvrstil med zmagovalce leta, ker še enkrat, kot sem že prej rekel, težko bo kdo s prstom na njega pokazal, da je on pač sesul to vlado, ker ta vlada se sesuva sama od sebe. In je to, misliš, da je to taktika načrtna, da se ne miga s prstom, kako? Jaz mislim, da se bo na koncu izkazalo, da je glavni strateg v državi še vedno Janez Janša. Zdaj, kaj se bo zgodilo, ne vem, ker pač nimam vpogleda. Če pa bo prišel v oddajo, bo pa po mojemu vredno prisluhniti in bo gotovo dal zanimive odgovore na ta vprašanja. Kje pa imamo, Aljuš, zdaj Pahoja? Med strategi, med luzerji, med zmagovalci? Tudi tega pričakujemo v oddaji v naslednjih tednih? To si me v šibko točko zdaj zadev. Pač najin odnos z predsednikom republike je dosti ambivalenten. Bila sva tudi že proti kandidata in tako naprej. Včasih sva na isti strani, včasih nisva. Jaz sem osebno razočaran, to sem tudi že povedal v naši oddaji, da predsednik republike, glede na to, da je to njegov drugi mandat, vendarle ne povzdigne glasu večkrat in takrat, ko bi bilo to potrebno. Ampak vseeno, če gledamo, kaj z vlado počnejo Marjani Šarci in Alenke Bratušek, potem je še vedno sicer bolj spodaj na lestvici, ampak med zmagovalci leta. Aljuš, zdaj, čeprav me Twitteraši naj opozarjajo, da je največji luzer letošnjega leta Miro Cerar, ampak zdaj ne vem, predlaga, da se zdaj v teh zadnjih minutah z Miro Cerarjem ne ukvarjava. Ja, velja. Bo mogoče še kdaj priložnost. Ima dosti svojih problemov, ne rabimo še vedno. Veliko ima svojih problemov, pa nekaj bi še rad vseeno vprašal. Ti si poleg tega, da si zdaj pač prestopil iz politike med nas, v medijih, si tudi velik ljubitelj in poznavalec športa. Zdaj, tvojega najljubšega selektorja, Veselina Vujovića, so zamenjali. Občutek imam, da si za to precej navijal, tudi pisal si nekaj o tem, tako da si celo aktivno sodeloval, ne vem točno. No, ampak ne, to nisem. Zakaj si šel v tako vojno proti Vujoviću? Veš kaj, na živce mi gre, jaz imam rad Slovenijo. Zdaj, lahko ga damo tudi med luzerje leta, verjetno. Zdaj, v tem kontekstu te sprašujem. Jaz mislim, da jaz imam rad Slovenijo, jaz mislim, da ta država ima neverjeten in človeški, intelektualni, humanitarni potencial in mi res gre na živce, če pride nekdo iz tujine. In še preden bi se dokazal s svojim delom pri nas na tak način pač ponižuje, kot je to počel Veselin Vujović. Ne govorim samo o tem, kako se je obnašal do svojih igralcev, čeprav je že to nesprejemljivo. Ampak ima pa prav, njega smo vzeli zaradi tega, ker je takšen, kot je. Seveda. To je podobno kot pri Angeliki Mlinar. Se pravi, prihaja iz Avstrije, ona je in sploh. Pa, ko jo vidiš od blizu, ko poskusiš to njeno avstrijskost ali pa to pač veličino Veselina Vujovića, vidiš, da je vse skupaj en sam blef. In bi si želel, da bi v prihodnje Slovenci ne nasedali tem nekim blefom iz tujine, in bi raj stavili na to, kar imamo doma. Ampak zdaj pa smo dobili, dobili smo švedskega Srba oziroma srpskega Šveda, ali kako? In Ljubomir Vranješ v svojem prvi izjavi po Skypu, ko je bil imenovan za selektorja, povedal več lepega v slovenskem rokometu kot Veselin Vujović v svojem 5-letnem mandatu. Se to lahko da je diplomacija, ne? Vseeno, ampak diplomacija je del tega, da si selektor ene take reprezentance, kot je Slovenija, in predstavlja si, Bojan, da si ti selektor recimo nemške rokometne reprezentance in tam kritiziraš nacionalni značaj Nemcev, govoriš, da so se tvoji igralci podelali v hlače in tako naprej. To je nepredstavljivo. Zakaj bi bilo v Sloveniji drugače, če imamo Rogliča, če imamo Luko Dončića, če imamo vse te vrhunske športnike in tudi ne nazadnje trenerje. Rogliča si omenil, ne? Si videl zdaj na razglasitvi športnika leta, ki ga pač določijo športni novinarji, je Roglič premagal Dončića. In to s precejšno razliko glasov. Jaz mislim, da je bilo to pričakovano. Jaz v tem primeru celo bi osebno sam glasoval, če bi imel to pravico, ker vendarle Roglič je prvi na svetovni lestvici in zmagal je Vuelto. Luka Dončić je mlad, perspektiven, bo osvojil še veliko teh nagrad in prav je, da se je Roglič potem, ko ni mogel več biti smučarski skakalec, ko so mu rekli, da je prestar za kolesarstvo, da je pokoril kolesarski svet, da je, pazi Bojan, nizozemsko ekipo prevzel Slovenec in jo popeljal do zmage na eni od 3 največjih dirk in mislim, da se je to nagrado zaslužil. Zdaj Roglič je tako rekoč moj sosed v Hočah, Aljuš, to verjetno veš, ne? Tega nisem vedel. Pa 100 metrov zračne linije, ker se je tja preselil, ne? Imajo pa slovenski novinarji vedno raje pač individualne športnike od kolektivnih, ampak to pa mogoče v kakšni drugi oddaji več. Zdaj sem pri koncu, Aljuš, najlepša hvala. Zdaj sem te bolj jaz intervjuval, kot pa
Ja, se je redo, enakopravno komentirala. ampak moramo ni kdaj bilo tudi zamenjati. Bil sem psihološko in psihično in kondicijsko pripravljen na predsednika vlade, ampak glej, pač. Evo. No, skratka, najlepša hvala, da si prišel, zdaj gremo pa Prosim, enako. skupaj na večerjo. Ne? Velja. To je bil današnji že 371. Faktor, mi pa se vidimo spet prihodnji ponedeljek ob istem času. Predvsem pa srečno ter zdravja polno prihodnje leto 2020 in naj bo tudi prihodnje leto leto veselja. In ne pozabite, ni vseeno, dokaj reče.